No, še današnje gledalce in poslušalce zopet pozdravljamo v novi epizodi MCC podcasta MCC vam pove. Tokratna gostja je Severin Hutinski, ki jo lahko poznamo kot eno izmed projektnih vodij oziroma glavno projektno vodjo AKU galerije v Celju, hkrati pa tudi organizatorica festivalov in pa drugih prireditev in dogodkov. Pa morda, da ne bom preveč jaz govorila o tebi, tudi sama najprej me dopolniš oziroma poveš kaj več še o sebi, če sem te spustila ali pa narobe povedala. Ne, ja, živo. Mogoče hvala za vabilo. Mislim, da je to taka prva moja izkušnja, tako da upam, da ne bom preveč dolgočasna. Kakorkoli, ja, no, mislim, se si pač povedala v bistvu vse. Jaz sem načeloma še študent sicer kognitivne znanosti, magisterija. Ukvarjam se, predvsem delujem v več društvih, prirejamo tudi mogoče v ljubljanskem K4 z društvom Solved mesečne dogodke, takrat seveda, ko ni epidemije. Drugače, prevzela sem program leta 2019 v AKU galeriji v Celju, to je taka majhna galerija sodobne umetnosti. To je v bistvu to, no. Veseli me organizacija festivalov, očitno. Super, imamo še enega sogovornika na drugi strani, ki v bistvu ima rad organizacijo dogodkov in ki že malenkost tudi trpi zaradi celotne korona situacije, kot se v bistvu dogaja tudi pri nas. Ampak preden gremo na to zelo pestro festivalno dogajanje oziroma na tvoje izkušnje, zatem mogoče se najprej dotaknemo tvojega dela znotraj AKU galerije. Torej pač omenila sem že, da si vodja programa. V bistvu je to manjša galerija sodobne umetnosti v Celju in razstavljate oziroma gostite tako domače umetnike kot tudi tuje umetnike, pa morda čisto še podeliš z nami svoje razmišljanje oziroma izkušnjo, če je bila kakšna razstava, ki se ti je zelo vtisnila v spomin in pa seveda zakaj. Ja, mogoče bi tu na začetku izpostavila razstavo, ko še jaz nisem nekako bila vodja programa, ampak je v bistvu program galerije vodil moj oče, ki je nekako galerijo tudi začel. In sicer razstava v Celjskem klubu, kljub mogoče za tiste, ko ne poznate, je bil nasprot naše današnje pošte in je bil tako eno izmed tak manjših prostorov, ampak je ogromno glasbenih, tudi kulturnih dogodkov se od časa nekdanje Jugoslavije pa vse do Slovenije osamosvojene, pa še vse do leta recimo 2004-2005 prirejal različne dogodke, bil je en izmed glavnih stičišč rock, punk kulture. In v bistvu se je nekako razstava odvila na ta način, da se je zbiro dokumentarno gradivo, se pravi tako obiskovalcev kot nastopajočih in se je to razstavilo v prostorih galerije. To dokumentarno gradivo še zdaj v bistvu hrani Zgodovinski arhiv Celje in v tem se je tudi v bistvu dokumentarni film posnel pod nek taktirko tega Tadeja Čatra. Tako da to je bila ena izmed takih stvari, se mi zdi, da dosti prepoznavnih, dosti tako lepo udeležbo. Pol mi je recimo ostalo v spominu še tudi izpred časov razstava Duše Jesih, ona je druga slikarka, taka dosti družbeno kritična, no tudi Prešernova nagrajenka. Mogoče pa bi, ne vem, iz obdobja, to je bila ena izmed, recimo zdaj, ena izmed prvih razstav, ko smo jo pa pač mi naredili, oziroma pač, ko sem jaz nekako prevzela program, je bila pa v bistvu razstava Aljaža Babnika v decembru leta 2019. On je v bistvu producent, ki snema tako razne filme oziroma tudi reklame za surf kampanje v tujini, ukvarja se tudi s fotografijo. Naredili smo njegovo razstavo, zraven se je organizirala še dražba za enega pač prijatelja, smo v bistvu za njega zbirali sredstva in je bila zelo super udeležba, imeli smo tudi super glasbeno spremljavo tega Aleksandra Kozmiča, ker nam je ful popestril večer in je bilo tudi tako lepo vzdušje, kakor sem ga jaz si tudi želela, da bi nekako v prihodnosti imeli v galeriji.
Ravno si mi dala eno dobro izhodišče, ko sem v bistvu malo prebirala material oziroma tudi malo gledala spletno stran od Aku galerije, sem nekako opazila, da poleg samih razstav imate še te spremljevalne glasbene, literarne in podobne dogodke, kar si že tudi sama povedala, da v bistvu dostikrat same razstave popestrite z spremljevalnimi dogodki. Pa mogoče, zdaj si nam že omenila razstave in spremljevalne dogodke, ampak je še mogoče kak dogodek ali pa kakšna druga aktivnost, ki ste jo izvedli, ki ti je res ostala v spominu, poleg teh, ki si že omenila? Ja, spet bi se tukaj mogoče vrnila malo v preteklost, in sicer meni je bil zelo všeč koncert Marka Breclja. On je v bistvu slovenski kantavtor, glasbenik, ki je deloval tudi v skupini Buldožer. Skratka, in se je priredil v bistvu koncert v atriju Umetniške četrti, se pravi pred galerijo. Se pravi spomnim, ker se je v bistvu tako na takem bledo rumenem hrošču pripeljal direkt v atrij noter, gor na vrhu je imel pa lutko, ko je sam izdelal nekdanjega koprskega župana, ki je on tudi dosti kritičen tako do oblasti in tako naprej. Pač zelo je bilo zanimivo, zelo je pač bila tudi lepa udeležba znotraj atrija, tako da se mi je pač tako ostal v nekem pozitivnem spominu. Mogoče pa v zadnjem času, mi je bilo pa zelo všeč, ko smo v bistvu lani v galeriji organizirali festival Aku Alternativa. Hoteli smo ga organizirati sicer v živo, ampak nam pač to zaradi celotne situacije ni uspelo, pa smo ga pol naredili prek spleta, kar je sicer malo manj všeč, ampak vseeno smo ga naredili. Tako da mislim, mogoče, če se bomo še pol v nadaljevanju kaj o tem pogovarjali, bom tudi malo več povedala o tem, tako da to. Ja, bomo mogoče v nadaljevanju se bolj osredotočili tudi na tvoje festivalno dogajanje oziroma sodelovanje znotraj festivalov in organizacije tega. Ampak itak malo nam je vsem, ki prirejamo dogodke in aktivnosti, je tale korona malo zagodla, bili smo prisiljeni odpovedovati dogodke, aktivnosti, bili smo tudi prisiljeni določene predstavljati na splet oziroma izvajati preko spleta, ampak vseeno, omenila si leta 2019 si nekako prevzela vodenje programske strukture Aku galerije. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje, torej malo vizije in načrte za bodoče, kje se ti odvijajo možgančki, v katero smer, da malo mogoče popestrimo dogajanje oziroma naredimo lušče vsem, ki bojo poslušali tale podcast. Kakor si že omenila, situacija s korono ni glih nekaj zelo pozitivnega, vsaj za nas v tem sferi, ki organiziramo neke dogodke oziroma želimo vsaj. Tako da, kot prvo, pač, ko mi čakamo, da ta situacija mine, da se nekako usmeri vse v normalno, pod narekovaji, življenje. Stanje. Ja. Imamo v glavi veliko načrtov, sploh kar se tiče razstav in tako naprej, in se pravi, v bistvu samo čakamo, da se umakne vsa nekako tudi strani države pač neke omejitve, ker se nam zdi pač nepotrebno, ampak želimo si predvsem nekega normalnega in sproščenega druženja, ki ga mogoče v tem trenutku še nekako ne vidimo v nekem številu, kakor si ga mi želimo. Tako da kot drugo pa v prihodnje načrtujemo, tako ker je bila moja vizija v bistvu pač pred tem izpostaviti ali pa dati prostor mladim slovenskim umetnikom, tako lokalnim, kakor regijskim oziroma regionalnim, da pač dobijo nekako svoj prostor pod soncem oziroma svoj prostor za izražanje ali pa za izpostavitev. In imamo v načrtu sicer v aprilu razstavo ene fotografinje, ampak bomo skladno z omejitvami pač videli, kako bomo to speljali, mogoče pol fizično, pol preko spleta, odvisen, kaj nam bojo razmere takrat dopuščale. Na dolgi rok pa še vedno načrtujemo nekako organizacijo festivala letos, mogoče upamo, da pač najbolj še vedno upamo, da pač v fizični obliki, in to je to,
mogoče na kratko. Lepi plani za prihodnje. Upamo, ne, da se definitivno vsi nekako izvedejo, oziroma da seveda ne bojo omejitve popolnoma zamejile celotnega delovanja in da se seveda nekatere aktivnosti bodo lahko izvedle. Si pa že seveda omenila, da tudi Aku galerija želi podpirati lokalne in regionalne oziroma predvsem domače slovenske umetnike. Tudi sama sem mnenja, da ima Celje veliko dobrih, kakovostnih umetnikov in pa hkrati tudi oseb, ki se ukvarjajo z kulturo. Pa mogoče bi izpostavila umetnika, umetnico, ki se ti je nekako najbolj vtisnila v spomin, lokalnega umetnika, umetnico, razstavo ali pa njeno delovanje. Ja, vsekakor jih je več. Bi se mogoče res omejila, ker bi lahko naštevala. Bi se mogoče res omejila na Celje, pa mogoče na mojo generacijo. Se pravi, se mi zdi, da sem tukaj najbolj tako ali na tekočem, oziroma tudi, da pač malo izpostavim. Mislim, mogoče bi izpostavila Nežo Penco pa Tino Črvan. One dve sta pred leti organizirale v Celju v samem središču festival Črna luknja. Me je dosti inspiriral, no. Mi je bil zelo pač všeč celoten koncept tega. Tina tudi drugače deluje, pa nam pomaga oblikovati podobo naše galerije. Potem Tatjana Kotnik, recimo, se ukvarja z grafično ilustracijo oziroma s temi grafičnimi printi. Maša Motoh v prihodnosti odpira v sodelovanju svoj tattoo studio v Celju. Pa mogoče kiparka Tajda Jug ustvarja tudi par zelo zanimivih stvari. Pa mogoče bi tukaj omenila še Beni Friškovc ali pa Vido Habjanič, ki delujeta na področju režije oziroma snemanja filma oziroma sploh na tem področju kratkih filmov. Tako da mogoče to. Kaj pa sodobna umetnost v Sloveniji, ali pa tudi, če se mogoče osredotočimo samo na lokalno skupnost, pa govorimo o Celju. Kak je v bistvu sprejemanje te sodobne umetnosti pri nas? Še potrebujemo mogoče kak push, smo že dovolj napredovali, ali je to mogoče to področje, ki je še nekako neznano širši javnosti in pa širša javnost mogoče ne interesira najbolj? Mogoče sem jaz, ali sem recimo mogoče tudi napačen naslov za to recimo vprašanje, ampak lahko recimo povem svoje subjektivno mnenje, predvsem to. V Sloveniji se mi zdi, da nasploh imamo, kar se tega tiče, zelo zanimiv način mišljenja, oziroma tudi naše potrebe so mogoče malo drugačne kakor od sosednjih evropskih držav. Vsaj tako na to jaz gledam. Moramo se mogoče tudi zavedati, da nas je veliko manj, že nasploh recimo in v Celju in v Ljubljani nasploh, ko primerjaš recimo z drugimi evropskimi mesti. In že to samo po sebi ne ustvarja take mase oziroma potrebe ljudi po nekem kulturnem življenju, po nekem udejstvovanju, po nekem mogoče tudi nočnem življenju recimo. In je, kar se tega tiče, zelo težko potrebe ljudi usmeriti tja, kamor bi mogoče pa mi, ki si mogoče malo drugače stvari zamišljamo, tudi nekako peljali. In nasploh recimo Celje, mislim, že Ljubljana ima problem s tem, pa je ena izmed vodilnih, slovenska prestolnica, pač kar se tega tiče tudi. Ampak recimo Celje je pa zelo specifično, no. Celjani smo ena taka zelo zanimiva bitja. Se mi zdi, da dosti, ko se recimo z ljudmi pogovarjam, pa tako pa rečejo, ja, pač, zakaj pa nijamo mi v Celju tega, ful bi bilo fajn, zakaj se pa to pri nam kaj ne pripelje, mi bi tudi radi kaj videli, ampak pa v bistvu po drugi strani, ko pa se, pa ljudje zelo čudno gledajo na to. In se mi zdi, da moraš tudi razlikovati, kaj je včasih recimo primerno, pa kaj bi recimo ljudje tudi želeli videti ali pa potrebovali, ker je dosti različno, kakor pa to, ne vem, želijo že ali v Ljubljani ali pa tudi recimo drugje. In se mi zdi mogoče, da je treba tukaj še malo ljudi izobraziti ali pa mogoče tudi malo počakati, oziroma se pravi, seveda, če je pač tukaj interesno,
da še rabimo mogoče malo nekako napredka v tem narediti. Še rabimo malo mogoče, ja, da bomo tudi v lokalnih skupnostih oziroma Celju ali pa tudi mogoče Mariboru in pa ostalih mestih sprejemali sodobno umetnost ali pa različne glasbene festivale, prireditve, dogodke, tudi literarne, na način, kot je to mogoče nam poznano iz tujine ali pa morda kot primer iz Ljubljane, čeprav kot si omenila, tudi pri njih imajo večkrat težavo. Nadaljevala bi mogoče ravno z glasbo, no? Ker kot si že omenila na začetku, si tudi ljubiteljica glasbe in organizacije festivalov ali pa kakorkoli vseh različnih možnih dogodkov. V bistvu mi smo zasledili predvsem tvoje sodelovanje ali pa pomoč pri pripravi 2 festivalov, enega si že omenila. To je bil Akulternativa 2020 in pa Butik Festival 2020. Mislim, da si za enega izmed njih že omenila, da se je izvedel v letu 2020 preko spleta. Tudi drug se je v neki obliki izvedel preko spleta, če se ne motim, je res? V letu 2020 sicer ne je bil odpovedan, 2019 je bil pa prvič, ampak je bil pač v živo. Lani so se pa odločili, da se bo prestavil na 2021. Aha, okej, dobro. Nisem bila popolnoma prepričana, ali je bil izveden v obliki ali je bil samo prestavljen. Tako da mogoče že čisto na začetku organizacija dogodkov, sploh pa festivalov je ena specifika in itak zahteva veliko dela, angažmaja, vizije, včasih morda zunanji gledalci, ki v bistvu sam pridejo in spremljajo te dogodke, morda ne zaznajo velike količine dela, ki pravzaprav je odzadaj za postavitvijo celotne zadeve. Tako da moje prvo vprašanje je, odkud dejansko navdih za pripravo vseh teh večjih zadev? Pravzaprav, kaj te je pripeljalo do tega, da si se odločila, da želiš sodelovati in tudi pač individualno postavljati večje zadeve? Ja, to je v bistvu bi lahko nekako razdelila na dva sklopa oziroma 2 stvari, ker recimo za Butik festival, to je v bistvu za njim stoji mlada ekipa v Tolminu. Butik je drugače festival elektronske glasbe, poteka na Sotočju v Tolminu, to je v bistvu ista lokacija, kjer potekajo tudi Punk Rock Holidays, pa Metal Days, pa tako naprej. In v bistvu, ko so se leta 2019 odločili, da ga bojo nekako izpeljali, so zraven povlekli oziroma potegnili tudi mojega fanta, ki se v bistvu ukvarja s produkcijo elektronske glasbe. In tako da čist naključno je tudi on zraven povlekel tudi mene. Tako da je bila praktična moja udeležba tukaj čistko nenačrtovana. Kar se tiče pa Akulternative, je pa v bistvu nekako moj projekt oziroma naš projekt v galeriji. Tu sem nekako dobila navdih, ker pred leti se je v Ljubljani izvedel festival Urbano dejanje. Bil je postavljen v Tobačno, to je ta upravna enota v Ljubljani, kjer je dosti teh zapuščenih stavb. In njegov koncept je bil v bistvu vsak dan nekako prikazati različen urban glasbeni žanr, hkrati pa povabiti zraven ne vem, dnevne delavnice, različne umetnike, tetoverje, brivce, grafiti umetnike in tako naprej. Se pravi, nekako prikazati urbano kulturo v mestu, v upoštevanju tega, da se v bistvu tu na festivalu ni dal prespati, ker nekako festivali so načeloma večdnevni, tako je. In v bistvu dosta mi je takrat zdelo pač v bistvu ideja, zakaj pa mi od tega pač v Celju nimamo, in v bistvu se mi je tudi zdel atrij umetniške četrti en tak perfekten prostor za te stvari. In smo pač potem, ko sem nekako prevzela program, sem si pač tudi zamislila, da zakaj pa tega ne bi pač probali, in sem si hotela nekako organizirati to kot 2-dnevni festival akustične pa hip-hop glasbe, ker se mi je zdelo, da v bistvu sta to 2 zvrsti, ki že
dobro desetletje, več kot desetletje zaznamujeta Celje in nekako to postavi tudi v nek mestno središče, v nek urban prostor, ker se mi zdi, da pač v Celju veliko ljudi iz mesta zginja. In tako da ja, potem smo tudi dobili podporo v bistvu od občine lani, da bi pač to izvedli in smo se zelo veselili, ampak kakor pač je situacija nesla, smo ga iz naše dnevne sobe na koncu posneli, kar je tudi v redu, ampak želimo si ga narediti v živo. Držimo pesti, da se v letošnjem letu pa izvede v živo in da bomo imeli možnost spremljati, ker definitivno lahko govorim za sebe, pa še verjetno za kar nekaj oseb, da si vsi nekako želimo že tega nekega dogajanja, pa koncertov, pa druženja in podobnih zadev. Tako da držim pesti, no, da se bomo lahko družili mogoče tudi letos na tem dogodku. Pa mogoče naprej, kako si se pa lotila te celotne organizacije? Malo sem že v bistvu omenila, zunanji obiskovalci običajno ne vidijo vsega v ozadju, ne vejo, da gre pri organizaciji za kar naporno delo in za plane A in plane B, ki večkrat padajo v vodo in soočanje z spremembami v zadnjem trenutku, tako da mogoče predstaviš tudi ta vidik, kako si se v bistvu lotila organizacije in soočanja z vsemi težavami iz ozadja. Ja, to je dosti hecno zaradi tega, ker sem imela recimo specifično pri butiku, sem ogromno stvari videla, kako so se oni recimo lotili sploh idejno od tega, kako, kje nuditi prenočišča raznim izvajalcem, kje postaviti šotorišče, kje narediti tako, kje poskrbeti, da bo vse ob svojem času pravočasno prišlo. In v bistvu, kar mi je najbolj padlo v spomin, je to, ko gledaš te take, ne vem, big picture stvari, velike stvari, na katere se osredotoči, zato pa 100% ne sme iti narobe, zaradi tega, ker to tudi največ pač recimo ljudje vidijo oziroma tudi ti se tega zavedaš, pozabiš nekako na te malenkosti. Kaj narediti, ko zmanjka WC papirja? Ne vem, kdo bo odvažal smeti na tak način, da ne bojo obiskovalci tega videli, se pravi, da pač to ne bo nobenega motilo. Recimo take čisto podrobnosti, ko mogoče v prvi fazi ti sploh ne razmišljaš o tem in te potem, ko si nekako ujet v samo dogajanje, to preseneti, sploh če recimo nimaš veliko izkušenj. In tako da smo se poskušali tudi na te male stvari osredotočiti in mi je recimo ful pomembno, se pravi, te predhodne izkušnje, tako da ja, od tega, da recimo moraš se prilagajati, če ti, ne vem, glasbenik odpove na zadnji dan, pa kaj narediti, kako nadomestiti pač te ure, ki bi jih on mogel narediti in tako naprej. Ja, zanimivo je eno tako dosti nemonotono delo. Ja, in strinjam se, ko si omenila oziroma rekla to, da je stvar v podrobnostih, ki jih ponavadi pozabimo in da to dejansko naredi dogodek. In pa tudi to, kaj narediti, ko dan prej ali pa nekaj časa prej izgubiš izvajalca, tako da to je lahko ena izmed težav, mogoče še kakšna druga, na katero si naletela, pa bi jo zdaj izpostavila, ker se ti je res v spominu trnala. Ja, res sem razmišljala o tem, ampak mogoče specifično, kar se recimo organizacije tiče, še ena stvar je taka, ti načrtuješ, ampak v bistvu pod okrilje vzameš vse, kar se dogaja, in mogoče pozabiš računati na to, kdaj bo šel spat. In skratka, ena taka situacija se je pol zgodila recimo na butiku, ko me je iz ekipe, ki je bil v bistvu zadolžen za to, da se nekako končno obračun dela prometa v šanku med drugim. In je bil že res toliko utrujen, da pač dolg čas je že bil po koncu in me pač prosil, če bi lahko jaz mogoče namesto njega to pač prevzela, da bi ob specifični uri šla pač dol v šank in pomagala eni punci, ki se je v bistvu glih začela oziroma glih uvajala, da pač pomagam narediti zaključek. In pač najprej me je bilo tako malo strah, ker nisem res želela kaj pač povedati. Moje delo je bilo tako pač hospitality, se pravi, jaz sem v bistvu nekako skrbela za vse te izvajalce, da so pač pravočasno prišli na prizorišče, šli v hotel in tako naprej in da se jim pač vse nudilo in nekako nisem res imela pač stika s tem in pač to so bili kar malo
večji denarji ali kako naprej in pač res nisem želela, da gre kaj narobe in sem pač rekla, ok, v redu. In sem vse te naglici potem šla dol in sem pač tej punci pomagala, ne vem, da je kar vedela, pač kdo sem jaz in smo potem tam, pač to je bilo sredi dneva in šank je bil poln, ljudje so hoteli zapiti in pač jaz sem se kar tako pod mizo skrila oziroma pod šank in smo tam pol štele skupaj denar. In ja, no, mislim, na koncu je bil še višek, tako da je bilo v redu, ampak pač toliko dosta. Ja, nepričakovano. Nepričakovani izziv, tudi mogoče težava v nekem smislu, definitivno pa trenutek, ki si ga boš zagotovo zapolnila nekaj časa. Še mogoče kak tak trenutek iz celotne organizacije in pač butika in alternative, ki bi ga mogoče izpostavila, da je bil res nepozaben za tebe? Mislim, bilo je tega res veliko. Mogoče se mi je v spominu vtisnilo samo to, da na koncu butika se mi zdi, da so bili vsi toliko zmatrani, pa utrujeni, pa od sreče veseli, da nekako nismo niti nekega zaključnega dogodka za zaposlene naredili. Je bil zaključni dogodek, ker to ste šli spat. Šli tam domov. Ja. Ja, tudi to je en spomin, ne, da si bil tako utrujen, da nisi mogel žurati več naprej in si mogel iti spat. Ok, zdaj pa, če se mogoče tudi malo skoncentriramo še na Celje, pa na lokalno okolje. V bistvu alternativa je bila planirana in tudi pač izvedena v Splitu za lokalno prebivalstvo, torej za Celjane ali pa pač tudi nekoliko za širšo narave, za tiste, katere ste dosegli. Ampak kaj pa je v bistvu tvoje mnenje o organizaciji takih dogodkov v lokalnem okolju? Mogoče smo se že tudi prej malo dotaknili o pač razumevanju sodobne umetnosti v lokalnem okolju in pa seveda v Celju primanjkuje nekih večjih festivalov, ki bi jih pač nekako mogli organizirati, pa nuditi tudi lokalnemu prebivalstvu. Ja, to je tudi ena taka zanimiva tema. Dosti se recimo že tako v krogu prijateljev pogovarjamo o tem, kaj se je naredilo v Celju v zadnjih 10 letih. Jaz sem recimo pripadnik sicer tako mlajše generacije in sem mogoče ena redkih, ki je v srednji šoli še doživela to, da smo lahko nekako nočno življenje izkusili v Celju. Mogoče sem sicer premlada, da bi se spomnila Escape, ampak recimo, ne vem, Casablanca, Terasa, tudi, se pravim, premlada, da bi recimo klub izkusila ali pa pop teater ali pa Zamorce, recimo, se spomnim iz otroštva. Ogromnem Golovc, ogromno recimo rave partijo pa tako naprej. In ne vemo, kaj se je recimo zgodilo v zadnjih 10 letih, ali se je tako generacija spremenila, ali so se določene stvari, ne vem, za katere mi ne vemo, ali se je tako obrnilo, da ne vem, mladi raje ostanejo doma, da si pač, ne vem, se jim ne da iti recimo ven zapravljati za pijačo, se raje družijo doma ob neki izbrani družbi, kakorkoli, ampak pač dejstvo je, da se je v Celju nekako ugasnilo življenje v zadnjem desetletju, sploh nočno. In zdi se mi, no, da festivali kot taki, recimo Celje mogoče ga nima, ker ko se recimo pogovarjaš tako z ljudmi, pa ti rečejo, ne vem, rečeš Novo mesto, Rokotočec, ne vem, Bela krajina, Schengenfest. Recimo ljudje se spomnejo, povezujejo določene festivale z določenimi mesti, ki pač recimo tudi delajo mesta prepoznavne. In Celje recimo festivala kot take, kjer bi pač ti v bistvu lahko več dni poslušal neke določene glasbene zvrsti in tam recimo na prizorišču tudi prespal, tega nima. In če je mogoče recimo prva asociacija na to, ne, pa bo treba pa pospravljati, pa hrup, pa glasba, pa to naprej. Mogoče se ljudje tudi ne spomnijo tega, recimo na začetku, mislim, ne vprašajo, kaj vse mesto pa prinese, recimo, oziroma kaj vse festival pa pač prinese mestu. Prinese določen dobiček, prinese dobiček gostinstvenemu sektorju, storitvenemu sektorju, neka določena populacija se več dni zadržuje pač v mestu, mogoče tudi se ustvari nek določen turizem v tem času in potem se recimo ljudje spomnijo svojih pač pozitivnih izkušnj iz preteklega leta in se naslednje leto vrnejo. Skratka, mislim, da Celje rabi nekaj takega in da si tudi zasluži nekaj takega zaradi tega, ker če ne druga, imamo že v svoji kulturi tega, v
preteklih letih, da se je v Celju ogromno stvari dogajalo, no, tako da si želim, da bi se mogoče to vrnilo. Se pridružujem tvoji želji tudi o tem, da bi se morda v prihodnosti pa v Celju poskusil vzpostaviti kak festival za mlade, ker tudi tako, kot si omenila, se strinjam, no, da lahko prinese včasih več pozitivnega kot negativnega. Zdaj pa mogoče bi tudi šla bolj v to smer, ne? Festivali so običajno, tudi jih povezujemo nekako z neko subkulturo oziroma niso ravno komercialne narave. Kako pa misliš ti, da so sprejeti dogodki v Celju, ki niso komercialne narave? Se mi zdi, da v bistvu predvsem med mladimi in opažanje, ki ga tudi pri nas imamo, si nekako mladi sicer želijo festivalov, ampak si pa želijo bolj neke komerciale, nekega vsesplošne glasbe ali pa umetnosti, kulture, ki ni subkultura oziroma ne spada v neko ne vsakdanji tok njihovega življenja oziroma ni neke komercialne narave. Tako da mogoče razmišljanje o tem. Ja, tudi kar se tega tiče, spet mogoče subjektivno mnenje, zato ker mogoče nekaj, kar je všeč meni, ni nujno, da je všeč nekomu drugemu in jaz to spoštujem, ampak mislim, da mogoče neko določeno ali kritično mišljenje ali pa neka določena način življenja pač prinese glasba, ki ni nujno naravnana samo za neko zgolj brezidejno, kakorkoli pač poslušanje, no. Mislim, da je v Celju, vključno z vami, obstaja ene par dogodkov, ki so super, na katere pač tudi lahko mi, nekako malo drugačna publika, se udeležimo tega, ampak mislim, da če bi bila podpora strani tudi recimo neke upravne ravni, da bi se pač v to vlagali, tako kot se vlaga recimo tudi v Tolminu recimo v festivale strani občine ali pa tako naprej, pa da se pač to sprejme tudi v nekega duhu prebivalstva, isto z interesom za to, da se pač druži, izmenjuje mnenja, ustvarja neka kultura, nek način življenja in tako naprej, da bi pač bila publika to tudi pripravljena sprejeti. Tako da mislim definitivno, da je tega premalo. Tako da samo probati je treba in narediti, pa bomo videli, kako bo. No, točno to, ja. In da si želimo vsi tega več, no. Če si pa ne, potem pa bo že tudi čas pokazal, kako. Ok, super. Zdaj pa preden zaključimo, sam še načrte za prihodnost na področju pač glasbenega udejstvovanja ali pa organizacije dogodkov ali festivalov in podobnega. Torej, kaj lahko pričakujemo, Akulturnativa 2021, mogoče še kaj druga? Ja, no, v naših načrtih je vsekakor, da bi nam letos festival Akulturnativa uspelo speljati v živo v začetku septembra, petek in sobota, vključno z spremljevalnim programom, se pravi z dnevnimi delavnicami, pa potem glasbenim programom v večernih urah. To je naš veliki načrt in upam res, da nam ga pač uspe speljati. Po drugi strani pa mogoče malo dolgoročno si pa zelo želim v Celju narediti recimo v sodelovanju nek festival, kjer bi se dalo tudi prespati. Super. Podpiramo načrte za prihodnost in tudi pri nas upamo, no, da se bojo išli. Držimo pesti, da bomo se lahko družili že letošnjo poletje na kakem festivalu oziroma v podobnem dogodku. Severin, zahvaljujem se ti, da si bila danes moja gostja, da smo se malo pogovorili o umetnosti in pa o festivalih. Hvala za povabilo.